vabim na oder gospo Martino Živič, da predstavi našo finančno uspešnost. Konec decembra je po družabnih obrežjih in medijih zaokrožila novica, da se mlada družina Krajnčič sooča s hudo življenjsko preizkušnjo. Ob tem Globočani nismo ostali ravnodušni. Prepoznali smo bolečino in stisko staršev, ki želijo svoji mali deklici pomagati, da spozna življenje v lepi luči, da začuti, da je obkrožena z dobrimi ljudmi. Glede na to, da so za zdravljenje Aline potrebna zajetna sredstva, ki so za mlade starše postala kar naenkrat nedosegljiva, se nam je ideja o organizaciji koncerta zdela povsem na mestu. Veseli nas, da nastopajoči nesebično podpirajo tovrstno obliko dobrodelnosti. Hvaležni smo jim, da so nam pripravili čudovit koncert. Svojimi besedili in melodijami so v nas zbudili prijetne občutke in upanje na lepšo prihodnost male Aline. Številke in gola dejstva so mi nekako blizu, zato vam v tej obliki predstavljam potek in način zbiranja sredstev v okviru dobrodelnega koncerta, ki traja nekje od 15. decembra 2017 in bo zaključen s 15. februarjem 2018. Prvi vir je zbiranje prostovoljnih sredstev od gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, društev in posameznikov, katerim so bile osebno vročene prošnje za finančno pomoč ali prošnje za materialne prispevke v povezavi z samo organizacijo koncerta, kot so zagotovitev in ureditev prostora za izvedbo koncerta, pogostitev nastopajočih, zapora ceste ter urejanje prometnega režima, razni birokratski stroški, stroški avtorske agencije SAZAS, promocija dogodka, zagotavljanje nujne medicinske pomoči in še lahko bi naštevala. Vsaka omenjena storitev je donirana. Vsi donatorji ste izpisani na projekciji. Če smo koga po pomoti napačno zapisali ali ga izpustili, se opravičujemo. Ponavljal nam je poredni škratek. Drugi vir sredstev pa so vaši prostovoljni prispevki, zbrani danes, neposredno na koncertu, o katerih poroča malo kasneje. V okviru projekta Dobrodelni koncert za Alino Globoko so na podlagi naših aktivnosti gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva in posamezniki za Alino do 9. februarja nakazali finančna sredstva v višini 3050 € na transakcijski račun območnega združenja Rdečega križa Brežice, sklic za Alino. Nekateri izmed njih so denarna sredstva donirali v obliki gotovine, ki je bila prevzeta na podlagi blagajniških prejemkov. Ta sredstva v višini 1170 € so bila v imenu krajevne organizacije Rdečega križa Globoko 5. februarja nakazana na isti transakcijski račun. Seznam donatorjev je priložen zraven nakazil. V času od zadnjega pologa, to je od 5. februarja do danes, se je nabralo še 450 € gotovine, ki bo prav tako jutri položena na transakcijski račun Rdečega križa. Pologu bo priložen seznam. In sedaj smo že vsi radovedni, kako smo bili radodarni to popoldne. Naj povem, da smo denarna sredstva prispevali tudi vsi, ki smo na kakršenkoli način bili vključeni v organizacijo tega dogodka. Komisija v sestavi Janko Hriberšek, Špela Hriberšek in Martina Živič smo v prisotnosti dveh naključno izbranih obiskovalcev te prireditve, ki jih je prej izbral Flosar Jani, to sta Vilko in Zofija Urek,
prešteli vaše prostovoljne prispevke in zapisniško ugotovili, da je bilo v skrinjici 5513,5. Tudi ta sredstva bodo jutri, enako kot vsi ostali prejemki, nakazana na transakcijski račun. Naj omenim še, da je tudi Rdeči križ dodal svojo dobrodelno noto in vse storitve opravil brez plačila. Naše aktivnosti je podprla občina Brežice, svoj delež pa je prispeval tudi Rdeči križ Slovenije. Na sestanku širšega organizacijskega odbora smo sklenili, da se vsa zbrana sredstva porabijo izključno za zdravljenje. Starši deklice Aline račune oziroma predračune za zdravljenje predložijo na sedež pomočnega združenja Rdečega križa Brežice, ki sprovede izplačila na transakcijski račun posameznega izvajalca terapije. Sredstva za zdravljenje se črpajo do njihove porabe. Na območnem Rdečem križu Brežice se vodi evidenca o zbranih sredstvih po posameznih donatorjih, tako na prihodkovni strani in porabi črpanju teh sredstev na odhodkovni strani. S podatki o sredstvih in arhivirani dokumentaciji razpolaga območno združenje Rdečega križa Brežice in so dostopni osebam, ki izkažejo interes. Neprecenljivo je spoznanje, ko se zavemo, da nismo izgubili občutka za sočutje in nesebično pomoč. Sporočam vam, da skupna višina denarnih prispevkov v okviru projekta Dobrodelni koncert za Alino Globoko znaša 11.983,07 evrov. Če upoštevamo še tukaj, da bomo prodali za sigurno teh 17 evrov, koliko nam manjka do okrogle številke, lahko govorimo o 12 tisoč evrov. Še enkrat vsem iskrena hvala. Alina, ti pa bodi močna, pogumna in zdrži. S tabo smo tvoji Globočani. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in v imenu krajevne organizacije Rdečega križa Globoko. Veliko lepega je bilo že izrečenega in zahvalni vsega, ampak jaz bi pa še tudi eno lepo misel povedala. Ta misel je od matere Terezije. Ne moremo vsi delati velikih stvari, lahko pa delamo majhne stvari z veliko ljubeznijo. In v tem projektu je delalo veliko ljudi, majhne stvari, ampak z ljubeznijo. Tako da je nastala ena velika stvar, naš dobrodelni koncert za Alino in kot smo zdaj slišali tudi ena velika vsota denarja. Hvala vsem. Zahvalo bi tudi jaz že izrekla vsem tistim, ki ste že bili vsi tam gor napisani, ne bom dolgo vezla. Bi pa se iskreno zahvalila Nataši Čižmek, ki je bila pobudnica že omenjenih aktivnosti. Franciju Keneju, ki je prevzel načrt in izvedbo koncerta. Martini Živič, ki je prevzela administrativni del. Vsem izvajalcem, ki so se odpovedali honorarju za svoj nastop. Osnovni šoli Globoko in krajevni skupnosti za prostore in osnovni šoli Bizeljsko za tehnične dodatke.
seveda občini Brežice in Rdečemu križu območne enote in slovenskemu. Kot sem že prej rekla, vsem sponzorjem, donatorjem, vsem posameznikom, ki so svojimi majhnimi dejanji kakorkoli pripomogli pri načrtovanju in izvedbi današnjega koncerta in seveda vam, dragi obiskovalci, za vaš prostovoljni prispevek. Čisto na koncu pa še naši Zdenki Brega Rumek za vezni tekst in za tako lepo povezovanje tega koncerta. Sem že mislila, da je pobegala. Ves čas je bila tukaj punčka. Sigurno se sprašujete, zakaj pa? Ta punčka je z veseljem poslušala ta čudovit koncert. To je punčka iz Cunj, UNICEF-ova. UNICEF ima projekt, ki ga izvaja že 10 let in sicer take punčke lahko posvojiš in narediš dobro delo, prispevaš za zdravljenje in tako. In te vse punčke, to veliko in tiste majhne sestrice, je po njihovem kroju so izdelale pridne roke iz ekokmetije Hriberšek, za kar se jim zahvaljujemo. Njene manjše sestrice smo podarili izvajalcem, ona pa potrpežljivo čaka, da odide v svoj novi dom. Punčka simbolizira otroka. Kaj pa potrebujejo otroci, se sprašujemo. Vse, kar otroci potrebujejo, je ljubezen, malo pomoči, malo upanja in nekdo, ki verjame vanje. Vem, da naša Alina vse to že ima. Mamica in očka imata rada in verjameta vanjo. In tudi cela njena družina. V takšen dom si želi tudi naša punčka. Zato simbolično podarjamo to darilo družini, ki jih bo vedno spominjala na današnji koncert, na majhne stvari z veliko ljubeznijo. Prosim, če se pridružite družinica na odru. Vsem skupaj, upam, da mi uspe, no? Z glave povedati, verjamem, da mi ne bi šlo, zato smo malo sestavila. Težko je bilo prositi za pomoč, ampak sem vedela, da ne bo šlo brez vaše pomoči. S pomočjo dobrih ljudi naša Alina lahko zaživi hitreje. Dan po objavi prošnje smo že takoj zjutraj prejela telefonski klic, ki je naju ganil do solz. Obvestili ste naju, da boste z našo Alino organizirali dobrodelni koncert. Danes so sanje resnične in tukaj smo na tem krasnem koncertu. Velika hvala vsem organizatorjem, nastopajočim, sponzorjem, donatorjem ter vsem ostalim, ki ste sodelovali pri tako velikem projektu za našo srčico Alino. Iskrena hvala tudi vsem vam, ki ste v tako velikem številu prišli, da nam pomagate. S pomočjo vseh vas dobrih ljudi je za našo pogumno Alino že prvi zelo uspešen poseg z matičnimi celicami in sedaj ste tudi še 2. Zaradi vseh vas in vaše velikodušne pomoči bomo lahko omogočila Alini vse potrebne terapije. Še enkrat iskrena hvala za vso vašo nesebično pomoč in vso podporo. Naša in vaša Alina je Naša in vaša Alina vam je skupaj z nama hvaležna in verjamemo, da se bo z vašo pomočjo lahko tudi sama zahvalila za vse.
Verjamemo v čudeže in verjeli bomo še naprej. Hvala. Čeprav je današnje dejanje za vsakega posameznika v dvorani morda majhno delo dobrote, smo skupaj povečali možnosti in priložnosti, ki bodo Alini omogočale oblike zdravljenja, primerne zanjo. Družinici želim, da bi vedno lahko občutila upanje ter zaupanje v ljudi in življenje. Pogumno naprej. Vam, dragi obiskovalci, naj za konec zaželim vse dobro. Naj vam bo življenje kar se da naklonjeno. Predvsem pa vam želim, da bi imeli moč za premagovanje vseh preizkušenj, ki jih prinese življenje. Začeli smo s slovenskim citrarskim kvartetom, zaključili bomo z ansamblom Slovenski zvoki. Po slovensko, narodno-zabavni ansambel iz Rogaške Slatine. Izvolite. Thank you.
večer tudi v našem imenu. Slovenski zvoki smo že kar nekaj časa, skupaj skoraj 20 let, zelo radi, kadarkoli se odzovemo takem povabilu, pa ne bo kjerkoli, in zato po eni strani smo zelo počaščeni, da smo tudi lahko del Alinega dobrodelnega koncerta. Slovenski zvoki, hvala lepa.